Dobro jutro. Privat sporočilo sem dobil v nedeljo. Naj si pogledam Slovenija 1 v soboto 17. uri, poročila o 5. Dragi moji, dajte si prosim pogledati ta prispevek, poglejte si to. Ob koncu še na ljubljansko filozofsko fakulteto, ta je z novim letom na svojih straniščih zagotovila potrebščine, ki jih ženske sicer nujno potrebujejo vsak mesec. Na straniščih so na voljo brezplačni menstrualni higienski pripomočki, ki za marsikatero žensko predstavljajo velik strošek. Verjetno boste rekli super, nič nenavadnega, vsaka čast fakulteti, tako sem jaz na začetku rekel, da si pa to dalje pogledajte, prosim. Zelo prav pride takrat, da ni potem kriza. Menstrualni pripomočki so dostopni tudi na moškem stranišču. Ja, tako pa predvsem, da je za vse enako dostopno, brez diskriminacije. Študentska. Verjamite mi, da sem že parkrat pogledal prispevek, pa ne najdem zaključka, da bi imel odgovor na to vprašanje, zakaj. Tako da sem se odločil, da se malo pohecamo, pa pokličemo filozofsko fakulteto, pa jim postavimo eno vprašanje oziroma par vprašanj, da vem, kako bo odgovorili. Vi, dragi moji, če se pa vam zdi to normalno, pa je z vami nekaj narobe, prisežem, Draga Slovenija, svet gre v maloro, lep začetek tedna vam želim. Dobro jutro, Gregor, tukaj sem študent vaše fakultete, drugega letnika, pa bi najprej se rad zahvalil, ker ste omogočili na moškem WC-ju te vložke, tampone za moške, pa me zdaj imamo pa en problem, ker je teh vložkov falilo na moškem WC-ju. Jaz sem se nahajal na WC-ju v prvem nadstropju in zdaj ne morem iti na predavanje, če nimam teh higienskih vložkov. Če bi lahko vi, prosim, nekomu naročili, da te higienske vložke spet prinese na moški WC, ki jih nujno potrebujemo, prosim. Bom se dogovorila s tistimi, ki so to urejali. Prosim, lepo, zato ker se mi zdi skrajno neprimerno, da je to zmanjkalo zdaj na moškem WC-ju, Redo? V redu. Redo, najlepša hvala, gospa. Lahko kar počakam na WC, boste zdaj uredili? Ne vem, težko rečem, ker je to študentska organizacija filozofske fakultete urejala, tako da bom težko. Je težko, grem na predavanje. Jaz tudi ne morem vam pomagati. Najlepša hvala za prijaznost, Lep dan, vsi,